Pozdravljeni, moje ime je Tomaž Gorec. Za vas sem pripravil posebno serijo, videoposnetkov, katerih tema bo Facebook za podjetja. Kakor večinoma vsi veste, je Facebook zelo, zelo močno oglaševalsko orodje. Veliko podjetij se že poslužuje tega, da svoje izdelke, storitve oglašuje preko Facebooka. Običajno so rezultati zelo dobri in tudi cenovno je oglaševanje na Facebooku zelo ugodno. Seveda, če govorimo o plačljivem oglaševanju, obstaja pa tudi možnost, da se na Facebooku reklamiramo, oglašujemo, delamo neke promocije, krepimo moč blagovne znamke, popolnoma brezplačno. Za začetek naj vam povem nekaj dejstev o Facebooku. Facebook je največje socialno omrežje. Na področju Slovenije je registriranih že več kot 1 milijon profilov. To ne pomeni, da je 1 milijon različnih ljudi na Facebooku, ker nekateri imajo po 2 profila, nekateri celo po 3, nekateri so od nekih profilov pozabili uporabniško ime pa geslo, tako da jaz mislim, da neka realna ocena bi bilo tam okoli 800.000 ljudi, 800.000 Slovencev je na Facebooku. To je pa zelo, zelo veliko. Če boste vprašali 10 svojih prijateljev, ali so na Facebooku ali niso, sem prepričan, da vam jih bo 9 odgovorilo, da so. Se pravi, iz tega razloga, ker smo vsi na Facebooku, to pomeni, da je Facebook zelo dobra aplikacija za oglaševanje, ker pač ljudje pred Facebookom preživimo več časa kakor za televizijo in tudi na Facebooku je veliko možnosti zelo natančnega targetiranja. To pomeni, če vi gledate televizijo, vidite, oglase za, poročne obleke in vi ste že poročeni, seveda ta oglas vas niti približno ne zanima. Na Facebooku pa to lahko tako naredimo, da bojo te oglase videli samo tisti, ki razmišljajo o poroki oziroma da so potencialno blizu poroke, da se to targetirati po spolu, starosti, zanimanju, zakonskemu stanu, tako da Facebook, verjamete mi, je odlična zadeva za oglaševanje. O tem bom tudi več povedal v nadaljevanju, tudi v naslednjih delih tega, danes gremo čez te osnove, ki so res čisto osnove, ampak jih mora tudi vsak, ki se s tem ukvarja, vedeti. Kakor sem rekel, oglaševanje na Facebooku je še relativno cenovno ugodno. Res je, da se vsako leto oglaševanje kar občutno podraži. To je zato, ker pač vsak dan se več podjetij odloči za oglaševanje na Facebooku in ker je več oglaševalcev, to pomeni višja cena oglasov. Je pa za Facebook, morate tudi to vedeti, da je odlično orodje za mreženje. Jaz sem prepričan, da s pomočjo Facebooka lahko spoznate skoraj kateregakoli človeka želite. Seveda pogoj je ta, da je tudi on na Facebooku registriran, pa tudi, da je vsaj približno aktiven uporabnik, ker če pride na Facebook enkrat na leto, potem te možnosti ni. Če je pa ta oseba aktiven uporabnik, pa obstajajo načini, kako takega človeka spoznati, če ga seveda želite, če je to neka taka oseba, s katero bi radi poslovno sodelovali ali kaj drugega za njim delali, sem prepričan, da obstajajo načini, kako priti do njega. Sicer o tem bom več povedal kasneje v drugih teh serijah videoposnetkov, ampak toliko, da veste, da to tudi obstaja. Zelo pomembno je, če se ukvarjate s Facebookom, da veste, kako Facebook deluje. Vedeti morate, recimo, da imate vi na Facebooku 1000 prijateljev. In zdaj, če vi objavite objavo na Facebooku,
to ne pomeni, da jih bo vseh 1000 vaših prijateljev to videlo. Če bi zadevo poenostavil, bi rekel tako, da Facebook deluje na principu, ki ga bom zdajle opisal. Če vi naredite neko objavo in imate 1000 prijateljev na svojem Facebook profilu, bo to šlo približno takole. Najprej bo Facebook pokazal vašo objavo 30 do 50 osebam in bo malo počakal, da bo videl, kaj se bo zgodilo. Se pravi, a bo teh 30 do 50 oseb, ki bo videlo to objavo, ali bo na to objavo kakšna interakcija. Interakcija je lahko všeček, lahko je komentar, lahko je klik na sliko, da se poveča, lahko je deljenje, lahko je klik na povezavo, lahko je ogled slike, tako da, če naredite vi neko interakcijo, to Facebook dobi signal, da je ta objava zanimiva. In več kot je teh interakcij, bolj vidi Facebook, da je ta objava zanimiva, in ker je zanimiva, jo on pokaže še drugim vašim prijateljem, se pravi, recimo naslednjem 100. In potem, če teh 100 prijateljev spet dobro odreagira na to objavo, pokaže še večjem in še večjem in še večjem. Tako da teoretično lahko to vašo objavo vidi tudi bistveno več kot 1000 ljudi, čeprav imate samo 1000 prijateljev. Zato, ker je pač Facebook oceni, da je zadeva zanimiva, in ker je zanimiva, jo pokaže več ljudem. Seveda, da bojo vašo objavo videli tudi tisti, ki niso vaši prijatelji, morate imeti v nastavitvah tako, da objavo lahko vidijo tudi tisti, ki niso vaši prijatelji. Zdaj, tako je, ne, osebni profil na Facebooku nekateri uporabljajo samo za osebne namene in nočejo nič to imeti s tem veze s poslom, pač če imate Facebook za to, potem razumem, da imate mogoče nastavljeno tako, da tisti, ki niso prijatelji, ne morejo videti objave vaše. Če pa imate vi Facebook profil zato, da boste reklamirali, ne vem, svoje podjetje ali podjetje, v katerem ste zaposleni, se pravi, da boste reklamirali izdelke, storitve, da boste krepili blagovno znamko, potem pa seveda imejte nastavljeno tako, da bo vašo objavo lahko videl vsak, tudi če ni vaš prijatelj. Kakor sem rekel, se pravi, te interakcije so zelo, zelo pomembne. Mi smo imeli enkrat primer na Facebook profilu, ki je imel 14 000 všečkov, je ta objavo videlo skoraj 80 000 ljudi. Se pravi, imeli smo tako rekoč, bi rekli, 14 000 prijateljev, ker všečki na Facebook strani, všečki so v bistvu isto kot prijatelji, in je to videlo 80 000 ljudi. To je bilo zato, ker je bilo ogromno interakcij. Zdaj morate vedeti, da najboljša interakcija je komentar, se pravi, Facebook želi, da se vi na Facebooku počutite udobno, se pravi, da najdete nekega zanimivega, da steče neka debata in več kot komentarjev, veliko večji doseg bo imela vaša objava. Všeček je tudi interakcija, vendar ima veliko manjši učinek na doseg kakor komentar, ker za komentar si mora človek le vzeti čas pa nekaj napisati. Sam tudi mislim, to nisem nikjer našel informacije, ampak mislim, da je tudi pomembno dolžina komentarja. Če bi nekdo sam napiše super ali pa, ne vem, lepo, se pravi, samo ena beseda, ta komentar je siguren za Facebook manj vreden, kot pa če nekdo napiše 2, 3 stavka. Potem deljenje je interakcija,
ki je manj vredna, kakor običajno ljudje mislijo. Včasih je bilo, če nekdo deli vašo objavo, so skoraj vsi njegovi prijatelji videli še vašo objavo. Ampak danes pa ni več tako, je pač to Facebook spremenil algoritem, tako da deljenje ni neka super interakcija, je boljše, če imate veliko komentarjev, kot pa deljen. Zdaj pri Facebooku morate vedeti, da obstaja osebni profil, to je to z imenom in priimkom, ki imamo pač vsi. Potem obstaja Facebook stran, to je za podjetja, slavne osebe, neko skupnost, kakšna društva. V glavnem, to je tisti profil, ki vi ne morete zaprositi za prijateljstvo, ampak lahko samo všečkate. Zdaj, če ste vi neko stran všečkali, to ste Facebooku dali sporočilo, da vas vsebina iz te strani zanima in potem se vam bo dogajalo, da boste vi začeli videvati vsebino iz te strani. Zdaj, koliko jo boste videvali, ali boste videli vsako objavo, ali vsako ta 10, ali vsako ta 100, je tudi odvisno to, koliko je zanimiva tista objava, ki jo objavil Facebook stran, in tudi koliko vi všečkate njihove objave. Če vi všečkate vsako objavo, da je neke Facebook strani, potem imate veliko več možnosti, boste videli več objav, zato ker bo Facebook predvideval, da vas to zanima. Če boste pa vi videli, ne vem, v enem tednu 10 objav od neke Facebook strani in ne boste naredili nobene interakcije, niti všečkali, niti napisali komentarje, niti nič, bo pa rekel Facebook, aha, tole osebo pa tole nas zanima, zdaj mu pa nekaj objav ne bom pokazal. Dobro, to je, kar se tiče Facebook strani, sicer Facebook stran bomo obdelali v drugem delu tega videoposnetka, se pravi Facebook za podjetje drugi del, bomo šli podrobno Facebook stran čez, to bo v naslednjem videu, tako da se ne bom zdaj tukaj zadrževal na tem. Potem ta tretja, zelo, zelo zanimiva stvar, ki jo pa veliko ljudi spregleda, so interesne skupine. Interesne skupine so različne. Imate interesno skupino, kjer se noter zbirajo ljubitelji psov, ljubitelji mačk, programerji, tisti, ki radi potujejo. Mi v našem podjetju imamo interesno skupino Lepote Slovenije, v kateri je 123,000 članov, tako da pač različne so te interesne skupine. V interesnih skupinah bom več povedal tudi v enem od naslednjih videoposnetkov. Potem pa še ena zanimiva zadeva na Facebooku so dogodki. Se pravi, če vi organizirate neki dogodek, to je lahko tudi, bom rekel, virtualen dogodek. Odprete dogodek, povabite ljudi in potem tudi drugi ljudje videvajo. Recimo se jaz prijavim na neki dogodek in potem bojo moji prijatelji videli, aha, Tomaž Gorec se je prijavil na ta in ta dogodek. Tudi o tem bom bolj podrobno razložil v enem od naslednjih videoposnetkov. Zdaj pa pojdimo najprej na osebni profil. Glejte, verjamem, da večina vseh, ki tole gledate, imate svoj osebni profil in točno veste, kako izgleda. Ampak glejte, tukaj si pogledate lahko moj osebni profil. Vidite, tukaj je naslovna fotografija, tole je profilna fotografija, tukaj je pa možnost za objave. Tako da takole, bom rekel, na hitro izgleda osebni profil. Zdaj tole naslovno sliko, to lahko vi tudi v Photoshopu ali v nekem grafičnem programu lahko nekaj napise daste. Recimo, ne vem, če nudite, ne vem, izdelavo fasade, bi jaz napisal izdelava fasad, Anton Novak SP, pa telefonsko dal, pa mail mogoče, ne? In je super reklamca. Profilna slika je profilna slika, tukaj dajte obvezno svojo profilno sliko, ker vse drugo, kar boste dali, si
pač zaupanje zgubljate, ne. Ker zdaj, zakaj nekdo noče dati slike? Ljudje takoj pomislimo, da pač ta oseba nekaj skriva, tako da, bom rekel, pri Facebooku tako velja, da tiste profili, ki nimajo slike, nekako veljajo za manj zaupanje vredne. Zdaj pri osebnem profilu morate vedeti, da imate lahko maksimalno 5000 prijateljev. 5001 prijatelja ne morete imeti. Če imate 5000 prijateljev in vas nekdo zaprosi za prijateljstvo, se bo tej osebi pojavil, se bo odprl nov okenček in bo napisalo nekaj v tem smislu: ta oseba že ima 5000 prijateljev, zato jo ne morete zaprositi za prijateljstvo, ji pa sledite. Se pravi, da taki pritisnil tisti gumbek za prijateljstvo, pač prijatelja ne morete biti, vas pa sledi, kar pomeni, da bo tudi on videval vaše objave. Kar je v končni fazi super, ne, imate 5000 prijateljev plus še 1000, 2000, 3000 ali pa lahko tudi 10 000 sledilcev. Recimo, jaz imam na svojem Facebook profilu, imam 5000 prijateljev, pa še po mojem 1000 sledilcev, ne, tako da bi lahko rekel 6000 prijateljev, ne. Kar se osebni profil naj bi bil za osebne namene, ne, ampak se ga da izkoristiti zelo dobro tudi za poslovne namene. Na ljudi deluje tudi zelo dobro, ker je oseben, se pravi, Janez Novak ima, ne vem, fasaderstvo, to se ve točno, da je Janez Novak, zmeraj imena pa priimke imajo večje zaupanje kot pa neka blagovna znamka. Če bi zdaj rekel, tam bil profil fasaderstvo, fasaderček, recimo, ne, to ti ne veš, kdo je odzadaj, pred začneš razmišljati, kaj pa če bo kaj narobe, kje bom tega človeka iskal, raje vidimo, da vemo, s kom imamo opravka. Zato imajo tudi prodajalke v trgovini, imajo napise z imenom in priimkom in tako naprej. Tako da hočem povedati, da osebni profil, deluje zelo dobro, če vi oglašujete neke svoje izdelke, storitve ali pa samo, če povečujete prepoznavnost blagovne znamke. Sicer pri teh reklamah na osebnem profilu bodite pazljivi. To ne pomeni, da imate zdaj osebni profil, pa boste samo neke reklamne prispevke objavljali 5-krat na dan. Ne, to ne gre tako. Bom rekel, maksimalno vsak 5. prispevek je lahko reklamen, drugače pa naj bodo prispevki normalni, tako kot pač od vseh drugih. Potrudite se biti zanimivi in tako naprej. In edino tako bo profil prinašal neke rezultate. Potem naslednja pomembna stvar pri osebnem profilu je to, da ste prisotni s pravim imenom in priimkom. Prvič sem rekel, zaradi zaupanja, drugič pa tudi zato, glejte, zelo velika napaka je, če boste naredili kaj takega, glejte, frizerstvo Tanja. Facebook to ve, da frizerstvo ni priimek. In žal, verjetno bo tale osebni profil enkrat Facebook zbrisal, zato ker ve, da pač to ni frizerstvo, da ni niti ime, niti priimek. Nam so že kar par takih profilov zbrisali, enega smo imeli Frizerji Slovenije, to smo za eno stranko delali, in pač enkrat so samo zbrisali, oziroma dobiš obvestilo, ampak to je boljši primer. Dobiš obvestilo, kjer ti Facebook sporoča nekako v tem smislu: vaš ime ali priimek je zelo nenavaden, če ste res to, nam dokažite, kar pomeni, da jim morate poslati kopijo pasoša ali pa osebnega dokumenta, ali pa spremenite ime. In v tem primeru lahko potem vpišete pravi ime in priimek in je običajno vse okej. Če pa potem tisti
pasuš pa ali pa osebni dokument pošiljate, tisti pa običajno imajo na Facebooku preveč dela in to noben ne pogleda in imate blokiran profil zelo dolg časa ali pa za vedno, ker nima noben čas pogledati. So pa tudi že bili primeri, ko so eni to naredili, pa so potem po pol leta so jim odblokirali, ne. Tako da tudi zaradi tega boste prisotni s pravim imenom in priimkom. Pa tudi zato, ker je to večje zaupanje, ne vem, zdaj, ne vem, če me nekdo piše z nekim čudnim nadimkom, ki ga še prebrati ne znam, pa izgovoriti, glejte, to si jaz pomislim, človek nekaj skriva, mislim, nimam rad kontaktov sploh s takimi ljudmi, mislim, se mi zdi škoda časa, ker preprosto se mi ne zdijo zaupanja vredni. Isto je s profilno sliko, kakor sem rekel, sliko morate imeti. Tudi če ste brez slike, to ne bojo imeli ljudje do takega profila neko zaupanje. Potem, če morate vedeti, da če imate osebni profil z zelo veliko prijateljem, je to zelo dobra odskočna deska za grajenje strani in skupine. O tem bom več povedal v naslednjih videoposnetkih. Morate pa vedeti, da kar se tiče tega osebnega profila, da ni možno plačljivo oglaševanje. To pomeni, če nekaj oglašujete, mislim, če ste objavili en prispevek, ne morete potem čez par ur reči, bom pa še 10 € plačal, pa da to vidi še malo ljudi. To na osebnem profilu ne gre, to gre samo na Facebook straneh. Zdaj, kar se tiče še osebnega profila, bi mogoče še to povedal, nekateri imajo strah, zdaj kot jaz oseba, pa bom tam nekaj prodajal, pa vsakega prijatelja sprejel, pa ljudi, ki jih ne poznam. Glejte, če jaz, recimo, s tem nimam nobenega problema, nisem nobenemu nič dolžan, nisem nobenemu nič ukral, nisem nobenemu nič slabega naredil in pač jaz to nimam nobenega straha in prepričan sem, da je tudi pri vas tako in tudi vam ni potrebno imeti nobenega straha. Če se pa slučajno kdo najde, da pa res neke neprimerne komentarje piše in da vas pač te motijo, ga pa pač preprosto blokirate s parim klikom in ta človek ne bo mu niti dostopa do vašega profila, še manj, da bi lahko karkoli komentiral, pisal in tako naprej. Tako, da tega se vam ni treba bati. Zdaj pa par priporočil, kako delati na osebnem profilu, pa ne samo osebnem profilu, ta priporočila so tudi za Facebook stran, glih tako čist na mestu. Glejte, jaz mislim, da je na Facebooku zelo pomembno, da ste iskreni. Namreč, glejte, jaz velikokrat objavljam slikce naših muckov, mojega psa, pa tudi kje, če kakšnega drugega psa slikam ali mucko, ali če kje na internetu na kakšen tak članek naletim, pa potem to objavim. Pač jaz sem ljubitelj živali in to rad objavljam, ne. Zdaj, če jaz ne bi bil ljubitelj živali, bi bilo to neumno, da bi jaz to objavljal. Ker, glejte, slej ko prej vas bojo ljudje pogruntali. Ne morete vi napisati, kako lep mucek, v resnici pa sovražite mucke in živali in tako naprej. To se slej ko prej se vam bodo dva komentarja, mislim, dve objave vam bojo kontra in to bo nekdo videl in bo gotovo bo rekel, zdaj tle praviš, kako lep mucek, tam pred 14 dnem si pa rekel, kako ti grejo mucki na živce. Tako da, glejte, iskreni morate biti v vsakem primeru, ker če niste, ljudje niso neumni in slej kot prej vas bojo pogruntali. Potem moj predlog je tudi, da ne izražate svojih političnih, verskih, rasnih, spolnih in kakršnihkoli prepričanj. Ker zmeraj so dve skupine in zmeraj se potem drugi skupini zamerite. Ne ukvarjajte se s politiko, če ste pristaš neke stranke, glejte, morate vedeti, da je toliko in toliko potem tudi nasprotnikov tiste stranke.
In če se greste posel, ste že kdaj videli kakšnega podjetnika, ki bi bil, ne vem, cele dneve na Facebooku, ne vem, zagovarjal neko politično stranko. Jaz mislim, da jih skoraj ni. Če pa je kdo, so pa zelo, zelo redki. In to, verjemite mi, to se vam ne splača, sovražnike si zelo hitro naberete, tako da to nima nobenega smisla. Potem, glede objavljanja. Zelo super je, če objavite vsaj enkrat na dan. Bolje je celo dvakrat ali celo trikrat. Zdaj tiste profili, ki ni nobene objave, ne vem koliko časa, en mesec, to potem tudi, ko po enem mesecu objavite, Facebook vidi, da je to neaktiven profil, da se ne dela neke resne objave in si reče, aha, tukaj ne more biti nič pametnega in ima ta vaša objava že v štartu slabši doseg. Zdaj, če ne morete vsak dan enkrat objaviti, dajte probati pa vsaj na 2 dni, na 3 dni. Boljše da objavite enkrat na 3 dni, kot enkrat na teden. Mnogo boljš pa seveda enkrat na 3 dni, kot samo enkrat na mesec, ne. Tako da probajte z objavam biti pač čim več oziroma ne čim več. Maksimalno 3 so lahko na dan, ker kar je pa več, potem pa znižate doseg vsem tem objavam. Tako da, če boste objavili 5 objav ali pa 3 objave, bo v končni fazi vaše objave videlo isto število ljudi. Ker če bi tako bilo, se pravi, da ne bi imel Facebook te omejitve, potem bi ljudje vsake 5 minut nekaj objavili. In veste, koliko bi tisk nekaj reklamira in veste, koliko bi potem teh objav bilo. Tako da, glejte, 3-krat je maksimalno objaviti. Zdaj, nekateri začetniki se srečujejo s problemom, kaj čem pa jaz objaviti 2-krat na dan. Glejte, to, ko boste nekaj časa delali, pa malo druge glejte, boste hitro imeli ogromno idej. Če ne drugega, lahko objavljate neke motivacijske misli, si enkrat vzamete čas v nekem grafičnem programu, te misli, izreke in tako naprej napišete in jih imate potem v eno mapo, jih date in jih objavljate. Lahko kakšne svoje slikce, ne vem, jaz imam na računalniku mapa za Facebook in tam vse te lepe slikce svoje dajem, malo jih tudi sortiram, recimo imam mape Slovenija, morje, potovanja in potem grem kdaj kakšno slikco pogledati, pa jo objavim, ki je taka zanimiva. Tako da, glejte, to boste samo na začetku imeli problem, da ne boste vedeli, kaj objaviti. Potem boste pa hitro imeli cel kup idej, verjemite mi, da je tako. Kar se tiče terminov za objavo, je med tednom najboljš zjutraj ob 9:10 do 9:15 in okoli 20. ure. S tem terminom zvečer je tako, poleti se to prestavi tam celo na 21. uro, zdaj pozimi pa je celo boljš malo prej. Po mojem najboljši termin za objavo je nedelja zvečer. Po naših raziskavah je to termin, kjer vedno dobimo največje dosege, če damo v prispevek povezavo na neki naš članek na internetu ali karkoli, je največ klikov, tako da nedelja zvečer. Za soboto in nedeljo zjutraj pa tukaj ne velja, da je treba objaviti okoli 9:15, ampak je boljše objaviti okoli 8. ure, ker so ljudje doma in takrat vstanejo in pač izgleda, da grejo takrat masovno na Facebook. Morate pa vedeti, da teh terminov najboljših, da se ne smete držati kot pijanec plota, ker obstaja pa tudi neki procent ljudi, ki pa ravno od teh najboljših terminov jih ni na Facebooku in potem obstaja večja možnost, da zamudijo to vašo objavo. In pomeni, da če boste samo ob teh terminih objavljali, ne bojo skoraj nikoli videli vašo objavo ali pa zelo, zelo poredko. Tako da kdaj je pa tudi boljše, da greste izven tega okvirja, ne vem. Probajte enkrat objaviti že ob 7. zjutraj, pa jaz sem celo ob 5. zjutraj objavljal, pa se je tudi včasih za zelo dober izkazalo. Potem
Še naslednjo priporočilo je to, da če imate osebni profil, bi rekel, za biznis, za posel, ali pa tudi ne, če ste sam podjetnik ali pa če delate na takem delovnem mestu, da nekaj prodajate, tudi če ste bloger, youtuber ali karkoli, da delate takega, ki potrebujete reklamo, potem vam predlagam, da potrjujete vse prošnje za prijateljstva, ker vsak, ki vas zaprosi za prijateljstvo, je v neke vrste potencialna vaša stranka, ali bralec vaših prispevkov na blogu ali videov na YouTubu, tako da ljudi potrjujte, saj pravim, zdaj, če niste nobenemu nič dolžni, če niste nobenemu nič ukrali, če niste nobenemu nič slabega naredili, nimate absolutno nobenega straha, da pač potrjujete neke neznane ljudi, bom rekel, neznane v narekovajih, če se pa izkaže, posebno punce imate to kdaj problem, da vas kdo nadleguje in tako naprej, to ga pa samo s parim klikom blokirate, pa je stvar rešena. No, naslednja zadeva je tudi ta, da sami pošiljate prošnjo za prijateljstvo, se pravi, pošiljajte predvsem takem, ki imate neke skupne interese, ki so mogoče vaše stranke za vaše izdelke, storitve, ali pa saj pravim, če pišete blog ali snemate YouTube video posnetke, pa pač take, ki so primerni, da bi te vaše blog prispevke brali ali gledali videe na YouTubu. Sicer morate tukaj paziti, obstaja neka dnevna omejitev, koliko ljudi lahko zaprosite za prijatelje. Tukaj sicer ni številka, da bi rekel, 100 jih lahko zaprosite, ampak je tako, da če jih vi 100 zaprosite, je odvisno, koliko ljudi vam prijateljstvo potrdi. Če vam jih potrdi samo 5, 95 pa ne, in od teh 95 še 20 klikne, da je nezaželeno to prijateljstvo, potem vas bo Facebook blokiral vsaj za 24 ur. Če bo pa, 95% ljudi potrdilo prijateljstvo, potem jih pa brez problemov še 100 zaprosite za prijateljstvo, ne. Tako da s tem boste previdni, pa če vas enkrat blokirajo, potem boste še bistveno bolj previdni, pa jih še manj. Saj glejte, se to v 1-2 mesecev se da zelo veliko narediti. Potem zelo zanimivo je, če delate posnetke v živo. To, kar je v živo, imamo ljudje veliko rajši in nekje sem bral neko raziskavo, video posnetki v živo imajo skoraj 3-krat več ogledov, kakor video posnetki, ki niso v živo. Se pravi, pač ljudje imamo radi v živo in saj veste, to je danes s telefona čisto enostavno. Kliknete Facebook Live in to je to in se snemate, lahko kaj poveste, lahko kaj pokažete, tako da, če tega niste še naredili, kar takoj probajte narediti. Če nimate drugega pa svojega mačka ali pa psa posnamete ali pa karkoli, če imate kaj od živali, ne vem, meni je glih to na misel prišlo, zato ker imam jaz mačke pa pse pa tako naprej. Potem komentirajte objave drugih uporabnikov, še posebej tistih, s katerim želite kaj delati oziroma imate neke skupne interese. Glejte, če boste nekomu en lep komentar napisali na njegovo temo, vas bo mogoče celo on za prijatelja zaprosil, niti ne bo treba, da ga vi, pa tudi če ga boste vi, vas bo bolj zagotovo potrdil za prijateljstvo, ker imate že eno interakcijo, kot pa če je prvič za vas slišal. Potem zelo priporočljivo je sodelovanje v interesnih skupinah, se pravi, seveda v takih interesnih skupinah, v katere spadate, ne vem, če ste neki fotograf, potem pridite v našo interesno skupino Lepote Slovenije objavljati svoje slike, nekatere slike vidi tudi do 40.000 ljudi in to je kar lepa brezplačna reklama za vas, ker ko bo pa nekdo fotografa iskal za nekaj poslikati, bo rekel, to je pa on, ki v Lepotah Slovenije objavlja tako lepe slike. Potem lahko pa še to naredite, da
v podpisu maila, se pravi vsak mail, ki pošljete, imate v podpisu še na Facebooku me najdete pa daste link, zaprosite me za prijateljstvo in potrdil vas bom. Recimo, to je en na hitro sestavljen v glavi tekst, ampak verjemite mi, da je učinkovit. In tako boste hitro prišli do veliko prijateljev na Facebook. Glejte, smo že skoraj bolj proti koncu, no, še par stvari vam pokažem. Glejte, tole sem vam že pokazal, moj osebni Facebook profil. Glejte, če pogledamo malo moje objave, pa da jih malo komentiram. Vidite, glejte, danes sem objavil eno tako, bom rekel, pozitivno stvar, ki mi jo je poslal en kupec moje knjige. Napisal je: Zdravo, Tomaž, prvo vam moram povedati, da sem vašo knjigo prebral že 3-krat in mi je zelo všeč, saj na enostaven način pove vse bolj pomembne stvari. Podpis Žan. Vidite, to sem se pohvalil, hkrati pa je to tudi reklama za knjigo mojo, ki sem jo napisal, tudi vidite tukaj sliko. Glejte, potem naslednji objava prej je bila do enega mojega YouTube video posnetka. To je bil moj prvi posnetek na YouTubu, ki sem ga dal. Zanimiv, poglejte si ga. To me je kolega snemal na skrivaj, ko sem nekje v Bosni, bom rekel, vsaj 20 kilometrov civilizacije, ptičev v nekem blatu. Zanimiv video, no, čeprav je že zelo star. No, tole sem dal pred časom sliko ene kolegice, s katero so bila skupaj na Krku. Tukaj sem dal sebe, ki sem bil poleti na Krku. Glejte, tukaj sem ljudi vprašal, danes imam namen narediti online potopisno predavanje, kaj ti bi bilo bolj zanimivo, Bosna in Hercegovina ali Otok Krk. In potem so mi ljudje spodaj odgovarjali. Bili so bolj zainteresirani za Otok Krk, zato sem naredil Otok Krk, naslednjič bom naredil pa Bosno in Hercegovino. No, to je pač še eno obvestilo, da se na mojem YouTube kanalu da se je pojavil en nov video na temo moje potovanje v Černobil. Tole je video posnetek, s katerim sem šel, to je bilo 1. januarja posneto, sem šel malo okoli po Sloveniji, sem šel tudi čez Vršič in sem tale video posnel, pa sem ga dal gor. Tukaj je kaj prvi sneg pol. Glejte, zakaj vam te objave kažem? Vidite, zelo malo je tukaj nekih prodajnih objav, ne. Glejte, tale je, bi rekel, ne, taka reklamna objava, ampak ta ni vsiljiva in to mi ne bo nobeden zameril, ne. Glejte, da vam še par objav pokažem, takih, ki so bili z nami dobra reklama, pa bi rekel, čisto nič vsiljiva. Glejte, tukaj me je Sabina Tomažič napisala, se je slikala z mojo knjigo in napisala: Tomaž Gorec, čestitke za izdano knjigo, grem v branje. Pač to je ona napisala, ampak ker me je ona tukaj označila, sem jaz lahko dal na svojo časovnico in se to tudi pri meni pojavi. In glejte, čez 50 všečkov, en komentar. Potem, glejte, tukaj sem si naredil zelo dobro reklamo za svojo knjigo, ko še niti ni bila izdana, ampak ta prispevek nisem naredil zato, da si naredim reklamo za knjigo, ampak me je res zanimalo, dizajnerka mi je naredila 4 ovitke in jaz sem pač svoje Facebook prijatelje vprašal, kateri mi je najbolj všeč. In glejte, 145 komentarjev je bil, ne. To je videlo zelo, zelo veliko ljudi, ta prispevek. In so rekli: Tomaž Gorec bo napisal knjigo. Ne, in jim je to nekaterem ostalo v spominu. In z te knjige sem tudi potem, takoj, ko je šla, sem jo čisto takoj 150 izvodov prodal, kar se mi sploh ne zdi malo, ne. To je ta prispevek. Potem, glejte, ne, tukaj spet zvezi, ta zadnje objave sem bolj v zvezi s knjigo, ki sem jo
ki sem jo pač izdal, je bila spet neka tema in lej vidite spet 217 všečkov, 65 komentarjev. Aha, če delate objave na Facebook strani, to bomo obdelali naslednjič, tam lahko vidite točno statistiko, koliko ljudi je videlo in je ta statistika tudi, bom rekel, zelo dobra. Tukaj pa žal ne morete videti na osebnem profilu, si lahko pa samo malo približno predstavljate, koliko ljudi je to videlo. Glejte, potem sem jaz objavil tukajle 13. novembra smo imeli v Trebnjem en brezplačen seminar, katerega se je udeležilo čez 80 ljudi in glejte, jaz sem to slikal, dal slikco in bom rekel, s tem sem ljudmi sporočil, da je za naše seminarje zanimanje veliko in obstaja možnost verjetno, da bo kdo rekel, to mora biti pa nekaj zanimivega, bom pa drugič tudi jaz prišel to pogledati, ne. Tako da, vidite, to so v bistvu objave, ki niti niso reklama, ampak v končni fazi pa so reklama in v nekaterih primerih so to lahko zelo, zelo dobra reklama. Glejte, še par stvari, ki vam moram povedati glede tega osebnega profila. Glejte, ena zadeva, ki je dobro, da jo veste, je tale, da lahko naredite tole zanimivo objavo, glejte, na takle način. Glejte, vam bom pokazal, samo sekundo. Glejte, takele objave ste sigurno že videli. Zdaj, verjamem, da tudi večinoma je znate narediti. Vidite, takole, to ni grafična slika. Ampak vidite, taka zadeva je veliko bolj vidna in take objave imajo običajno veliko večjo interakcijo, to potem pomeni tudi večji doseg in tako naprej. Glejte, do tega pridete takole, da tukajle kliknete tale gumbek in se vam tele podloge odprejo. Če kliknete tukaj, se vam jih odprejo še več in glejte, lahko zberete črno, lahko zberete tole iz srčki v ozadju, lahko tole s kaktusi v ozadju, lahko tole, ki se malo barva preliva, lahko celo tega, pač različni so in to pač objavite in taka objava ima običajno veliko boljši doseg. Glejte, potem še ena zanimiva zadeva so zgodbe oziroma storiji. Glejte, jaz sem pred 6 uram eno objavil. Glejte, to izgleda tako, more biti pokončna, če ne čudno izgleda, in vidite, to so potem še v drugih zgodbe, in pri teh zgodbah je tako, da 24 ur so ljudem na voljo, potem pa izginejo. Ampak te zgodbe oziroma storiji so izredno popularni. Tako da uporabljajte to. Glejte, lahko jo objavite iz telefona ali pa z računalnika. Glejte, zdaj, če bi z računalnika, bi lahko tukajle označil story, lahko bi dal samo story, ne, in bi pač nekaj objavil, ne. Tako da to uporabljajte, te storiji so izredno popularni, še posebej bi rekel, bolj med mladimi, ta generacija, ki sem jaz, je to bistveno manj, ampak med mladimi je to pa zelo in to vam svetujem, da uporabljajte. Glejte, potem še ena zadeva, da imate z ljudmi boljšo interakcijo. Glejte, za rojsten dan lahko ljudem čestitate. Glejte, imate tukajle, kliknete in potem napišete, vsakemu napišete neko sporočilo za rojsten dan. Res, da je nekaj dela, ampak na začetku, če ste, pa ki še to malo raziskujete, se po mojem mnenju to izplača. Par še takih nasvetov, katerem mislim, da je dobro, da naredite. Glejte, to profilno sliko občasno zamenjajte, oziroma naslovno sliko občasno zamenjajte, da ni vedno ista, ker se to ljudje naveličajo. Tudi profilno sliko kdaj zamenjajte, ker se tudi to pač, da ni vedno isto. Tako da mislim, da zdaj sem pa povedal vse ta glavne zadeve, ki jih morate vedeti, kar se tiče tega osebnega profila in te bi rekel, osnovne stvari, kar se tiče Facebooka. Glejte, to je bil prvi del
serije videoposnetkov Facebook za podjetja. V drugem delu bom povedal, kako ustvarite Facebook stran, kako naredite, da bo ta Facebook zanimiva, pokazal bom praktične primere, potem vam bom povedal, kako pridobiti čim več sledilcev oziroma v tem primeru pomeni čim več všečkov. Pokazal bom par dobrih primerov iz prakse, pa tudi še par malenkosti bom povedal, ki jih morate vedeti, kar se tiče Facebook strani. Tako da ta naslednji videoposnetek bo zelo, zelo zanimiv. Zdaj, če vam je bil tale moj videoposnetek všeč, vam predlagam oziroma vas prosim, če pač lahko sledite mojemu kanalu. To naredite tako, da kliknete tale rdeč gumb, kjer piše naroči, in potem se pa pokaže še en zvonček in kliknete še ta zvonček. Če mislite, da ste dobili kakšne koristne informacije v tem videoposnetku, potem mi še en všeček dajte, pa mogoče kakšen komentar napišete. Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s to temo, o kateri sem danes govoril, mi ga zastavite v komentar in vam bom v kratkem odgovoril. Tako da to bi bilo vse za danes. V naslednjem delu sem pa že povedal, kaj bomo slišali, tako da spremljajte moj YouTube kanal. Poleg takih zanimivih nasvetov najdete še marsikaj drugega zanimivega, malo poglejte, jaz sem prepričan, da vsak najde nekaj zase. Tako da hvala za pozornost in se vidimo v drugem delu. Adijo.